Ali ste vedeli, da v ZDA že obstaja celo islamsko mesto? Da kraj, ki je bil popolnoma prevzet, saj se je njihov načrt širitve ne le iz Evrope, ampak tudi v Združene države že začel. In zdaj imamo dejanski primer, ki je, iskreno povedano, nekoliko strašljiv in bi vas moral skrbeti ter biti v pomnik vsem, ki mislijo, da ta grožnja ni resnična. Kako zelo resnična pravzaprav je? Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Meira K., vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino in deliti ta video, ter tako prispevati svoj del, ker smo ustvarili gibanje, ki se upira in zelo smo hvaležni, da ste tukaj. Če še ne poznate Rare, jih morate spoznati. Borijo se proti organizaciji Kere in proti islamizaciji. In ta video zelo dobro pokaže norost tega, kar se trenutno dogaja v Michiganu. Le so res vsi muslimani. Mislim, da bi morali zdaj spremeniti ime v Halal Tramont. In vse, kar vidi, so muslimani. Tam je muslimanski stric, tisti muslimanski otroci, popolnoma muslimanski mestni sred. Tudi župan je musliman. Nocoj na RER TV vam predstavljamo študijo primera, kaj se zgodi, ko ameriško mesto popolnoma prevzame islam. Hamtramck v Michiganu, nekoč ponosno ameriško delavsko mesto, je najjasnejši primer v Združenih državah popolnoma oblikovane vzporedne družbe. In popolnoma oblikovana vzporedna družba. Ne boste verjeli, kako obsežno je to. Celotno mesto je prevzel islam in točno predtem vas že leta opozarjamo. Januarja 2026 so bili zapriseženi novi člani mestnega sveta Hamtramcka, Abu Musa, Naim Čaudri, Jusef Said in novi župan Adam Al-Harbi. Vsi položaji v mestnem svetu in županstvu so zdaj popolnoma muslimanski. Razumeti morate, da je to strategija, kaj ne? Želijo pripeljati ljudi v večjem številu, da lahko izvolijo svoje predstavnike v svete, vlade in tako naprej. Torej, ko jim uspe izvoliti vse v svet, vsi pa so islamisti, potem v resnici ne morete ničesar storiti glede tega, kaj ne? Ne morete. In če imajo dovolj ljudi, če jim je uspelo preseliti dovolj ljudi, ali jih dovolj spreobrniti, ali prestrašiti dovolj ljudi, ali pa se združiti z bedaki, kot so levičarji, da si pridobijo še več ljudi, potem lahko te ljudi obdržijo na oblasti, ker gre zgolj za igro številk. To se je zgodilo v Evropi. Če pogledate seznam svetov, recimo v Združenem kraljestvu, koliko jih vodijo islamisti? To ni naključje. To se dogaja, ker so se odločili, da je to ena najboljših strategij za prevzem nekega kraja. In zato postavijo čim več ljudi na ta različna mesta, da hitro ustvarijo vedno več in več krajev, ki jih vodi islamistično vodstvo. To je precej strašljivo. In sami moški, vse do mestnega upravitelja in načelnika policije. Al-Harbijevi županski nasprotniki na zadnjih volitvah so bili prav tako muslimani. Gospod Bajgasan Hatab, Husein in Malik Mahmud. Od 12 kandidatov, ki so kandidirali za mestni svet, jih je bilo 9 muslimanov. Samo ena ženska se je sploh potrudila kandidirati, pa je izgubila. Morda je izgubila, ker ni vodila kampanjo v arabščini, kot župan in član mestnega sveta Jusef Said. Vodili so kampanjo v arabščini v mestu v Michiganu. Ali vi to razumete? Ne v angleščini, v arabščini. Seveda, žensk ni bilo dovoljeno. Koga pa sploh zanimajo ženske, ko gre za to temo? Ampak prava kampanja v Michiganu poteka v arabščini, ker je prevzem v tem kraju postal že tako močan. O moj bog, tega res ne bi pričakovali. Sploh ne skrivajo tega, sploh se ne trudijo voditi kampanje v angleščini in reči, glejte, prilagajamo se. Ne, prihajamo s svojim jezikom. Dejansko ne morete storiti ničesar glede tega. In moramo voditi kampanjo v arabščini, ker tukaj vsi govorijo arabsko. To je tisto, kar je strašljivo. Ali pa vsi tukaj, ki so dejansko pomembni. Imamo dovolj volivcev, ki govorijo arabsko, da lahko vodimo kampanjo v tem jeziku in zmagamo v Združenih državah. Noro. Če Bog da, če bo kakšna rešitev za vprašanje visokih davkov na hiše, bomo, če Bog da, poskušali do nje priti in poskušali pomagati prebivalce mesta s to udeležbo. In ne pozabite glasovati za Adama Harbija, te volitve in izstop. Hvala vam, mir z vami in Božje usmiljenje. Mir z vami in Božji blagoslov. Želim nam Božje usmiljenje. Moram reči, da si ga res želim. Upam, da bomo imeli Božje usmiljenje. Upam, da ne njegovega Boga, ker mi njegov Bog ni posebej všeč, ampak našega Boga. Upam, da bo naš Bog se nas usmilil in nam dal moč ter pogum, da se bomo lahko uprli temu. بتقديم نفسي لكم كمرشح بلدي في مدينة همترامك إنه لشرف كبير أن أكون del te raznolike in uspešne skupnosti. A lahko verjameš, da je ta tip prav, nekdo, ki poskuša biti izvoljen v ameriški svet? Mimogrede, to je pomembno. Poglej to sliko. Poleg dejstva, da je tukaj očitno arabski napis, ga pogledaš in si misliš, da je popolnoma normalen tip. Mislim, razen njegovega imena, Jusef Said, ampak zakaj si ne bi preprosto spremenil imena v kaj takega, kot je Max Beliš ali nekaj, kar ni očitno arabsko?
Tukaj izgleda kot normalen Američan, tak prijazen fant, ki bi si ga želela v mestnem svetu, kaj ne? Ampak tukaj je, kdo v resnici je. In vse to bi lahko ugotovila ne po tej lažni ameriški zastavi, s katero se pretvarjajo, da so tako za Ameriko, ampak potem ta majhen znak tukaj v kotu ti pove vse, kar moraš vedeti. In to je ta tip. In z navdušenjem se veseli priložnosti, da vam služi. Šolski odbor ni nič drugačen. Predsednik Abdul Malik Al-Tahim, podpredsednik Mu Murtada Obeid, prejšnje vodstvo odbora Šehan Jaš, Salah Hadvan, vsi muslimani. Tudi na javnih mestnih sestankih se prebivalci obračajo na izvoljene uradnike v arabščini. In če potrebujete podpise skupnosti, vam lahko pomagamo pri zbiranju 3 podpisov iz skupnosti, na podlagi katerih lahko predlagate več pogojev ali sprejmete kakršnekoli zakone, ki to dodatno omejujejo. Tukaj je, fantje. Tukaj je. Prišlo je. Ne prihaja več. Tukaj je. Tukaj je. Kaj za vraga je to? Upam, da ste vsi tudi malo osupli. V redu, hvala. Torej, govori o ohranjanju, popravljanju in prevzemanju odgovornosti zaradi velike skrbi, ki jo ima kot oče glede te zadeve. V tem videu je bivši župan Halid, ki je tudi musliman, bil dovolj prijazen, da je prevedel svojo izjavo za nevernike, ki še vedno živijo tukaj. To ni integracija, to je zamenjava. Policijska uprava se zdaj odkrito prilagaja muslimanski skupnosti. Oglasi za zaposlovanje so objavljeni v arabščini. Opozorilne table o prometnih predpisih so napisane v arabščini. Oddelek objavlja voščila za Eid Mubarak, na katerih so policistke s hidžabi. Lahko to samo povem. Dobro, če ste v soseski, kjer je drugačna vera, je to v redu. V redu je, da imate različne simbole in izjave v jeziku, ki vam je morda bližje, ali da praznujete svojo vero. To je povsem sprejemljivo. Ampak tukaj ne vidimo tega. Ne vidite majhne skupine vernikov, ki bi si želeli, da bi znaki ustrezali njihovi veri. Ne. Vidite nekaj namernega. Vidite, kako izgleda, ko ameriško mesto postane islamistično mesto. Assalamu alaikum, želim vam vsem Eid Mubarak, Eid al-Adha Mubarak, vsem muslimanom in... Morate se spomniti konteksta. Kontekst je vedno pomemben, kaj ne? Če gledate na vsak posamezen dogodek kot na samostojen dogodek, en človek v svetu je islamist, ali eno praznovanje Eida, ali eno, veste, to je v redu, ker se to dogaja. Ampak v čem je težava? Ko je težava? Ne, kaj je težava? Težava nastane, ko je veliko dogodkov in so vsi na istem mestu. To je zelo pomemben razvoj. Rahma bi rada vsem zaželjela vesele praznike, Ebenberg, Eid Mubarak vsem. Vse dobro vam želim vsem zaželeti vesel Eid in seveda v Hemtram, ko govorimo veliko jezikov, želimo doseči vse. Assalamu alaikum, upam, da ste vsi uživali svoj čas. Assalamu alaikum, želim vam vsem vesel Eid. Eid Mubarak. Salamu alaikum. Pozdrav Obeidu iz policijske postaje Hajntajn. Nadporočnik Jogaj Hamtra Mubarak, vsem želim vesel in varen praznik. Upam, da ste uživali. Lepo ste se imeli. Assalamu alaikum. Eid Mubarak vsem muslimanom in prebivalcem mesta Hamtram. Samo ne razumem teh fantov, prav. Tisti, ki so res zelo, kot da so zelo proameriški. Njim je to v redu. Ali jim povemo, kaj se dogaja? Mislim, verjetno bi lahko sami ugotovili, če bi samo pogledali. Tudi člani državljanske patrulje so muslimani. Kulturni prevzem je popoln. Prirejajo praznovanja Eid, ki so videti kot pravi karnevali, z vožnjami in atrakcijami. Ramadanske luči so razobešene po vsem mestu. Jaz sem Habib Al-Džaufi, medijski predstavnik jemenske in arabske skupnosti. Zahvalite se mu za vse, kar je naredil. On je pevec skupine Ta'arif. Hvala. Luči so dejansko ugasnjene za to je noro. Jemensko revolucijo praznujejo z uradnimi razglasitvami mestnega sveta. Za vse, kar je naredil, se mu zahvalite. Kdo je vedel, da je jemenska himna lahko tako zabavna in razvedrilna? Svetnik Halil Refaj je ponosno preimenoval del ulice Holbrook v avenijo Palestine. Veš, vsi smo se že tako navadili, da ves čas govorijo o Palestini, da sploh ne opazimo, kako čudno in srhljivo je to. Nekaj je res srhljivega v tem.
Nehajte biti tako obsedeni s tem. S konfliktom, ki v resnici nima nič opraviti z vami. To je popolnoma nesmiselno. Razumete? Šli bomo s krvjo, nafto v Palestino. Ne boš žrtvoval Newtona za Palestino. Živiš v Ameriki in se imaš odlično, ko spreobračaš svet v islam. Ne trpiš ničesar, ne svojo dušo in ne svojo krvjo, ti bedak. To je kot razkazovanje moralne vzvišenosti v imenu islama. Mi žrtvujemo svojo dušo in svojo kri, medtem ko oni hodijo v Walmart. Šli bomo s krvjo, oljem za Palestino. To ni več Amerika. To je popolna islamska osvojitev na ameriških tleh. Dearborn je znan kot arabska prestolnica Amerike, vendar je Hamtramck morda prava arabska prestolnica. Vsak izvoljeni uradnik v Hamtramcku je musliman. Popolnoma so se izolirali na vse načine, tudi ekonomsko. Trgovine oglašujejo izključno v arabščini. Podjetja so namenjena muslimanski skupnosti. Mir, usmiljenje in blagoslov Allaha naši dragi stranke je od Adal al-Jemen Hamtramck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu umala'ana. Spoštovane stranke, od Azar al-Jemen Hamtramck za vas popusti do 50%. Ta video vam lahko prihrani denar in čas. Primerno za praznovanje Eid al-Fitr. HAMX. Veseli nas v trgovini IA Max. Hej! Seveda, to je poceni. J-Max, Al-Arabija. Tetuna al-lugha al-arabija. In najbolj raznoliko mesto. Raznoliko. Vsaka oseba na položaju moči je muslimanka. Skoraj vsak kandidat, ki je kandidiral, je bil musliman. Podjetja, šole. Hamtramck, tukaj nudimo vse zdravstvene storitve, posebej za ženske. Res bi mislila, če bi to gledala, da gledam oglas iz Libanona, ne iz Michigana. Pravzaprav bi mislila, da je to, ne vem, Afganistan, najbolj raznoliko mesto v zvezni državi Michigan. Nekdanji župan Glebe je stal pri rezanju traku in izjavil: Hamtramck je najbolj raznoliko mesto. Raznoliko. Vsaka oseba na položaju moči je muslimanka. To je tisto, kar oni počnejo, punce. Mi smo tako raznoliki. Poglejte nas. Tukaj smo samo zato, da osvojimo vaše mesto s svojo raznolikostjo. Oni, preprosto oni. So ugotovili besede, zaradi katerih Američani rečejo, kot naprimer: Ja, to mi je všeč. To je čudovito. To je tako krasno. Ja. Pa. Tako raznoliko, da v trgovini, kjer poskušate kupiti sadje, ne boste niti razumeli jezika, moji prijatelji. Kakorkoli, če vas zanima, kako to zgleda in kako bi lahko kmalu izgledalo vaše mesto, če ne boste ničesar ukrenili, evo ga, Hamtramck. Najbolj neverjetno raznoliko mesto v Michiganu. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.